Čau, živjo, dobrodošli v novem vlogu. Danes nas čaka en super zabaven video. Namreč, testirala bom novosti, ampak na tak mal drugačen način. Kakor veste, vam ponavadi te PR paketke kažem tako na kameri, mal pogledamo, odpremo skupaj pošto, pokomentiramo. Ker sem hotela danes zadevo mal tako začin, narediti drugače, sem se domislila eno super cool igrico. Pred mano so 3 zadeve. Eno je škatla in 2 šalčki. V škatli je ta ves nov make-up, ki sem ga zaenkrat dobila v test, blusheri, maskare, pudri, ampak to nas zaenkrat še ne zanima. Kar je bolj pomembno, sta te 2 šalčki, če sem čisto iskrena, iz njih jaz jem sladoled ali pa kakšno drugo slaščico in v njih, kakor vidiš, so listki. V prvem listku, to bom tudi prvo žrebala, so številke zapisane od 1 do 16. In jaz bom žrebala samo en ta listek, recimo številko 4, 5, 6. Idealno bi bilo seveda, da dobim 16, se pravi čim višjo, ker ta številka bo pomenila, s kolikimi produkti jaz lahko danes ustvarjam make-up. Kar pa je najslabše, kar se mi lahko zgodi, je, da žrebam enko, ker to pomeni, da bom potem recimo pomila, kaj bom na drugi strani žrebala, ampak recimo samo šminku ustvarila cel tutorial. Najprej žrebam torej številko. In ko bom imela številko, recimo zmišljujem si 4, bom jaz na drugi strani žrebala 4 listke. In kaj je v teh listkih, oziroma kaj je zapisano? Jaz sem že pred snemanjem naredila celo domačo nalogo, ful priprav. Skratka, v teh listkih pa so zapisani konkretni produkti, recimo Max Factor puder. Če se mi to zgodi, oziroma če to žrebam, to pomeni, da lahko pri make-up tutorialu uporabim tale puderček. Jasno? Če še ni, še bo, jaz vseeno upam, da sem dobro razložila. Drugače pa predlagam, da gremo kar na video, jaz se ga ful veselim, ko mi čakam, da vidim, kaj bom žrebala in seveda, kaj bo nastalo. Zdaj je cel point tega tutoriala, po moje. Test številke. Prosim, naj ne bo 1. Prosim, naj ne bo 1. Mešam. Ok. Kar je, številka je v roki in to bo predstavljalo, s kolikimi produkti bom jaz danes ustvarila make-up. 12, hudo, dobro sem žrebala, 12 se mi zdi kar ful, s tem se bo dal marsikaj narediti. Zdaj pa žrebamo še 12 produktov, upam, da ne bo šminke ali pa da ne bosta 2 maskare, ne vem, bomo videli. Evo, prva številka, ki jo bom žrebala, je Max Factor Lip Gloss, to pa pomeni, tale nude lip gloss. Cool, nisem ga še testirala, danes prvič na kameri. Ok, enko imamo. 2 je Bourjois Ombre Smoky Liner. To je to. Gremo naprej. Številka 3. Kakšen puder bi bilo idealno, da dobim. Ja, zdaj smo pa tam. Evo, Avon šminka Blushing Beauty. To je tale. Tukaj imam 2 šminke, ne? Številka 4. Max Factor Lip Gloss. 3 šminke imam že. Evo, v taki roza barvi. Pod številko 5 se bo skrival, kaj piše? Maskara, Rimmel Wonderful Maskara. Top shit, tega sem ful vesela. To je tale zlata, evo, nova. Pod številko 6 se skriva. Kaj se skriva? Bourjois eyeliner. Top! To rabimo. Kaj piše? Essence Fixing Powder. Ok, to je ta. Kaj piše? Bourjois Healthing Mix Powder. Številka 9. Prosim, naj bo tekoč puder. Številka 9 je Rimmel Brow This Way. Ok, svinčnik za obrvi. Pod številko 10 se skriva
Max Factor Healthy Skin Harmony. Evo ga, tegale, ki sem vam prej kazala, je Catrice paletka. Top, tale. To sem vam na Instagramu pokazala. Ta zadnji listek je v roki. In kot zadnjo dobim še eno šminko, Avon šminka Pink Punch. Evo, to je to. Mislim, da imam šminke 4. Jaz sem ful zadovoljna, mislim, da se bo dal nekaj narediti in gremo na drug del videa, torej ustvarjanje make-up tutoriala. In naj se zabava prične. Začnem seveda z puderčkom, tale od znamke Max Factor Healthy Skin Harmony v številki 30. Tako na prvi pogled mi zgleda presveto za mene, ampak bomo pol, upam, da rešile z suhim pudrom, kaj. Pa da vidimo. Ful presveto. Ok, puder sem nanesla. Zdaj, če ga malo pokomentiram. Takole, ko se gledam od blizu, piše tukaj ne na pudru, da je na koncu ta healthy look, se pravi zdrav look, kar ne bi pomenilo, da je koža taka zdrava, sijoča, polna življenja. Ampak zanimivo, meni, ko se pa gledam, se mi pa zdi glih kontra, kada je koža taka utrujena, bleda, brez življenja. Kar je plus, vidim, da porice, ko se drugače pri nekaterih pudrih vidijo, mi je zelo lepo zgladil. To je velik plus. Ampak nekako se ne počutim dobro s tem pudrom, no. Tako da tudi barva je ok, pač presvetla, ampak sama tekstura, tako, če bi ocenila od 1 do 10, bi za mojo mešano kožo z suho povrhnjico dala tam 4. Zdaj gremo na produkt številka 2 in sicer Bourjois Healthy Mix pudrček. Všeč mi je, ker je malo temnejše barve, tako da bomo poskušali prikriti ta bled obraz. Potapkam z čopičem, drugače ima, tudi tlele se skriva, to mi je ful všeč, ogledalo in lih tako gobica za nanos, tako da je idealen za kakšno torbico, da se na hiter malo potapkaš, če se svetaš. Evo, vsekakor je popravil tole belo barvo, bom pa čez čas poročala, če bo kaj oksidiral. Za številko 3 bom uporabila evo tale od Rimmel Brow This Way. Svinčnik, torej za obrvi. Barva mislim, da mi bo ustrezala. Še en confession. Če ste opazili, jaz ful redko rišem oziroma oblikujem svoje obrvi ali pa se jih kakorkoli pač z njimi ustvarja make-up look. To pa je iz razloga, ker sem bila, mislim, da zdaj že 4 leta nazaj na tej microblading, mislim, da se tako reče metodi, ki ti torej uriše obrvi. In mi je to obrv, tista ženska, tako to dela, čist zafušala, no, ker tukaj gre moja obrv ful nekako previsok, cele rdeče so zdaj obrvi, tako da jaz moram nekaj pogruntati, kaj bom naredila. Ne vem, kaj je šlo narobe, da je ta moja obrv drugačna kot ta, drugačne barve, previsok, skratka, ful sem nesrečna, pa sem probala pol to s peelingom, ampak se ta barva sploh ne spira, čez dalje bolj rdeča ratuje. Mogoče niste še toliko opazili, ker jaz pol probam s pudrom to skriti, ampak sem ful nesrečna glede teh svojih obrvi in moram nekaj narediti. Ne vem, ali res eni ful strokovnjakinji, ali pustiti, ne vem, očitno par let, da se to čist, ne vem, gre stran ta barva. Skratka, preden boste šle, se ful pozanimite, komu in kaj, ker moje obrvi so čisto zafušane. Sem se pa zdaj spomnila, da imam tlele Catrice paletko in jo bom, sicer je namenjena za blusher in tle je cel kup teh in highlighter, blusher in contouring, ampak jo bom mogoče malo uporabila za učke. Zdaj bom vzeti tole rjavo, pa jo nanesti v pregib gube. Evo, takole sem se znašla. Če ima kira drugače kakšen nasvet ali pa se je isto zgodilo, da je kakšna zafušala obrvi, kakor jih je pač ta moja meni in je na kakršenkoli način to popravila, bom ful vesela kakršnega koli nasveta, ker poleti je to grozen. Jaz se poleti ful nerada mažem oziroma res minimalno in z obrvmi je potem cel problem, ker vsak misel, ne vem kaj se mi je zgodilo. Evo, zadnjič mi je ena rekla, če imam razbito arkado. Sem bila čisto šokirana. Lepo.
Ok, kar bi najprej pohvalila je, da je res črn. Problem pri teh eyelinerjih je, da pogosto piše ultra black, ampak je na koncu neka taka siva, sploh ni ta črna, ta pa je dejansko črna, kakor imam jaz rada in v bistvu mi je uspelo brez kakršnega koli napora ustvariti črtico, s katero sem zadovoljna. Gremo naprej, naslednja stvar, ki bom uporabila, je tale od Bourjoisa Ombre Smoky Eyeshadow and Liner. Precej drzno sem šla glede na število izdelkov, sploh za učke. Zdaj pa razmišljam, kaj bo naslednji korak. Po mojem bom tale highlighter dala na center veke, tako da zapolnim tole praznino. Ponovno vzamem tole paletko od Catrice, čist na koncu skriva bronzer. Sicer zdaj, ko hočem tako malo pomočiti, je problem, ker zajamem in torej roza in to rjavo. Tako da v praksi tole malo manj deluje, sploh zato, ker hočem delati contouring. Zdaj, ker imam to rozo zraven, ni najbolj. Zdaj contouring z roza rjavim senčilom. Čisto iskreno, ta paletka ne pride v poštev, kar se tiče bronzerja, ker dejansko je tole neka, kakor sem rekla, mešanica roza rjave in tega si ne želimo, pač ko delamo lička oziroma konturo. Tako da, bolj ne. Da vidimo, kaj se bo zgodilo, ko dam highlighter. Vzamem tak puhast čopič in ga dam tale highlighter nad lička, takole. Sicer pigmentacija same paletke je cool, je zelo lepo pigmentirana. Pa itak se mi zdi, da je Catrice naredil kar neki cool sprememb, kar se tiče kakovosti. Gremo naprej na šminko. Zdaj mislim, da imam 4 celo na voljo, ker so učki ful močni, bom zbrala tale komplet oziroma set od znamke Max Factor. Noter se skrivata 2 stvari. Prvo je lip gloss in drugi vlažilni gloss, ki zagotovi vlažnost in sijaj. Ok, pa da vidimo to čudo. Najprej torej lip gloss, tale je v številki 180, take nude barve z rahlim, rozkastim, takim umazanim roza podtonom. Po moje zaveste, če ste opazili nove imam, tiste prej so preveč bodle, ker so imele vse take ostre, tanke nitke in to za kamero ponavadi ni dober. Ok, pa nanesmo. Lepa barva. Ok, zdaj imam pa v temle setku še drugi del, torej za vlažnost in sijaj, da probamo. Aha, v bistvu taka brezbarvna šminka. Zdaj pa to greš verjetno kar čez. Ali bom pa počakala še kakšno minutko, ta čas pa lahko še učke malo zablendam. Zdaj ključ pri temu make-upu je, da blendaš, kolikor imaš časa. A vidite? Posušila se in to se dela. No, tega ne prenesem. Mogoče bo tole popravili, da vidimo. Da je ta nek sijaj, kakor obljublja, takoj vidim. Pa ful zanimiv, sploh se ne prime na tole. Zgleda je bilo pravilno, ko sem malo počakala. Veste, kaj bom zdaj še dodala? Majčken maskare. Dodano in v učke malo tegale highlighterja, v kotiček očesa, da malo odpre vse skupaj. Evo takole. In s tem je tale make-up look in tudi celoten izziv z novostmi končan. Upam, da si se zabavala ob gledanju, jaz sem se ob ustvarjanju in to je tudi celoten point. Make-up je zabava in moramo uživati, ko počnemo to, ko počnemo. Če ti bi video všeč, se tudi ne pozabiti tule naročiti na moj kanal, stisneš tale krogec noter v njega, se naročiš, da te potem prvo obvesti, ko pride nov video in ga lahko prva všečkaš in komentiraš. Do naslednjič, drage moje, uživite! Čau, čau!